Danes v Pomurskem dnevniku. Nov vrtec v Lendavi. Zadružna sreda. Slovensko-bolgarski poslovni forum. Na obisku v Expanu. Vreme, jutri bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. Včeraj so v Čentibi v občini Lendava slovesno odprli vrata nove dvojezične enote vrtca. Prostore nekdanje stare šole so zamenjali s sodobnimi in za otroke varnimi prostori, celotna obnova pa je plod dobrega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko na področju ohranjanja kulturne dediščine in jezikovnih pravic. Poglejmo si, kako je bilo na otvoritvi. V prostorih nove dvojezične enote vrtca Lendava v Čentibi se bosta kmalu razlegala otroški smeh in igra. Nekoč je bil tu otroški smeh, sicer je ta objekt nekoč služil za osnovnošolsko izobrazbo. Potem, po 2005. letu, se je ta objekt pustil zobu časa in v zadnjem času je zares bil tako rekoč ali porušitve ali obnovitve. In slednje je občini Lendava s pomočjo Madžarskega finančnega sklada za zamejske Madžare preko Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti tudi uspelo uresničiti. Stare dotrajane prostore so zamenjali novi, sodobni in za otroške oči veliko bolj prijetni. Kako ti je ime? David. David, a ti je všeč novi vrtec? Ja. Takle pa not je prvi igrača, pa ogledalo, pa lepi umive. To enoto vrtca bo lahko obiskovalo do 50 otrok, prvih 17 pa bo vanjo zakorakalo v naslednjem tednu. Svet bodo tukaj spoznavali skozi dva jezika, slovenskega in madžarskega. Dvojezični vrtec se razlikuje v tem, da sta hkrati prisotni dve vzgojiteljici. Ena je madžarsko govoreča, druga pa slovensko govoreča. Na prvi pogled se morda ne zdi, a Slovenci si sosedi Madžari delimo kar nekaj skupnih besed. Ko denimo omenimo najpogostejšega hišnega ljubljenčka, bodo otroci v Čentibi zlahka povedali, kako se mu reče v obeh jezikih. Slovensko se reče muca, kako pa se reče madžarsko? Mačka. 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 Tudi sicer pa ima dvojezičnost v Lendavi, kjer se prepletata obe kulturi, že tako posebno mesto. Saj jih je veliko, ki se tudi Slovenci odločajo, da svoje otroke dajo, da se naučijo madžarskega jezika. Saj je en lep pregovor, in to slovenski pregovor, koliko jezikov zna, toliko velja. Obnova je stala nekaj manj kot 870 000 evrov, kar priča o tem, kako dotrajani so bili prostori stare šole. Tega se sicer še kako dobro spominjajo starejši krajani. Mi smo hodili en razred, prvi, drugi in tretji razred smo bili v enem razredu. Po 6 je bilo 7 učencev v enem razredu. Veseli, da bodo njihovi otroci obiskovali vrtec v domačem kraju, pa so tudi starši malih nadobudnežev. Se mi zdi, da je super, glede na to, da sem jaz obiskovala celo en razred osnovne šole, zdaj pa bo otrok obiskoval vrtec, tako da je super. Sem tudi zato, ker smo zdaj v bistvu nekako bliže nam je. Vsi pa si seveda želijo, da bi se število družin v njihovem okolju povečevalo in bi bile kapacitete nekoč povsem zapolnjene. Se naj zares v družini pobrigajo, da bo naša kultura, naš narod, Lendava in okolica vedno imela zadosti otroškega joka, mladostnih igrivostnih dnevov in to je najlepše v življenju, kaj lahko obstaja. Saj veste, kako pravijo, otroci so naše največje bogastvo.
Včeraj je bil sejemski dan na Agri posvečen zadružnikom. Ob tej priložnosti je Zadružna zveza Slovenije podelila 30 priznanj posameznikom in organizacijam za njihov prispevek k razvoju zadružništva. Zbrane sta nagovorila predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič ter slavnostni govorec, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Tradicija se nadaljuje. Tudi letos je na sejmu Agra na zadružno sredo Zadružna zveza Slovenije slavnostno podelila letna priznanja za trajen doprinos k razvoju zadružništva ter priznanja zadrugam in organizacijam ob posebnih priložnostih. Prejme priznanje po predlogu Kmetijske zadruge Šmarje za 41 let predanega dela v zadrugi. Podeljenih je bilo kar 30 priznanj zadružnikom, zadrugam in kmetijskim organizacijam. Izročil jim jih je predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič, ki je ob tem poudaril, da je zadružništvo na pozitivni prelomnici, kjer je ključno izkoristiti nove priložnosti za krepitev povezovanja in pravično mesto v slovenskem kmetijstvu in gospodarstvu. Zadruge so močne in stabilne. In upam, da po večini naravnane na prihodnost. Res pa je, da nas kot vse v kmetijstvu ali pa v drugih panogah tarijo številni izzivi. Narava vsako leto vzame del pridelka, nam poškoduje našo infrastrukturo, nihanja na trgih, ravno tako moje našo ekonomiko in žal tudi zakonodajne zahteve čedalje pogosteje grobo posegajo v kmetijstvo brez premislika in prevečkrat brez dogovora. Slavnostni govorec je bil predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, ki je v nagovoru poudaril, da so zadruge pomemben partner, ki na prvem mestu zagovarja interese slovenskega podeželja. Skozi več kot 150-letno zgodovino so se zadruge razvile v pomembnega partnerja, ki na prvem mestu zagotavlja interese slovenskega podeželja. Z razvojem delovnih mest na podeželju prispevate k enakomerni poseljenosti. Prebivalcem podeželja zagotavljate socialno varnost, hkrati pa s sooblikovanjem prostora in kulturne krajine močno prispevate k razvoju celotne Slovenije. V sklopu sejma Agra je pod okriljem javne agencije Spirit včeraj potekal slovensko-bolgarski poslovni forum. Udeležil se ga je tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je poudaril pomen kmetijstva kot pomembnega dela slovenske ekonomije, državo partnerico letošnjega sejma Bolgarijo pa označil kot pomembno partnerico Slovenije. Bolgarija je relativno zelo pomemben naš partner. Jaz sem vesel, da je tudi partner na tem sejmu. Iz tega naslova smo danes tudi vrnili revanžo, ker v Sofiji je že bila ta poslovna konferenca med Slovenijo in Bolgarijo. Bolgarija je naša, mislim, da je okoli 25. partnerica glede izvoza. Imamo blagovne menjave za 670 milijonov oziroma skoraj 700 milijonov evrov in je veliko priložnosti, za izmenjavo, dobrih idej na tehnoloških področju. Slovenija je tu relativno močna in tudi takšna srečanja, kot so te poslovni klubi, seveda pomagajo pri novih poslih. Pred nekaj minutami se je po 6 dneh zaključil 62. mednarodno kmetijsko-živilski sejem Agra. 1720 razstavljalcev iz 35 držav in več kot 100 000 obiskovalcev. To je zavidljiva statistika letošnjega sejma, več pa nam bo v kratki izjavi povedal prvi mož pomurskega sejma Janez Erjavec. Slogan sicer je lepo je biti kmet, ampak jaz bi rekel, lepo je biti tudi semar. Če seveda lahko daš zaključno poročilo tako uspešnega sejma, kot je 62. Agra. Ja, za 62. Agro lahko rečemo, da je tokrat dokazala še enkrat več, da je nekako več kot samo zrcalna slika slovenskega kmetijstva in tudi podeželja. Namreč vse strokovne
vsebine, ki so potekale v tem času sejma, pa tudi razstavljavci so pokazali neke trende in usmeritve za prihodnost. Tako je na strokovnih posvetih bilo obravnavanih veliko tem, ki so pravzaprav obravnavale najaktualnejše vsebine, tako kar se tiče trajnostnega razvoja, kot seveda s tem povezanih tudi problemov z klimatskimi spremembami in tako naprej. Kar se tiče razstavljavcev, predvsem tisti, ki so ponujali kmetijsko tehniko, pa tudi stroje za živilsko predelovalno industrijo in druge dejavnosti, so pravzaprav dokazali, da je v zadnjih letih strojna industrija in seveda tehnologije izredno napredovale in lahko rečemo, da je tokrat bilo na sejmu toliko vrhunskih strojev in opreme, kot še nikoli do sedaj. Za nas je seveda pomembno tudi to, da smo lahko letos govorili o olimpijadi slovenskega kmetijstva. To smo nekako utemeljili tudi z tem, da je bilo v letošnjem letu kar 8 mednarodnih strokovnih ocenjevanj, na katerih je sodelovalo preko 1500 izdelkov in da smo v času sejma seveda podelili tudi veliko, blizu 1500 medalj in priznanj za najboljše dosežke, kar je nekako dokaz, da seveda tudi proizvajalci in seveda tudi načrtovalci novih izdelkov, novih proizvodov potrebujejo, tako kot športniki, tudi priznanja in nagrade. Obiskali smo paviljon Expana v Murski Soboti, ki predstavlja vrata v Pomurje in velja za nekakšno vstopno točko. Obiskovalcem ponuja doživljajski park, informacije v regiji in kulinarične dobrote. Tam se ustavi tudi večina tistih turistov, ki se po pomurski avtocesti pripeljejo v Mursko Soboto. Ustavili pa smo se tudi mi, več pa v kratkem filmčku. Expano za nas predstavlja vstopno točko v Pomurje. Expano najdemo ob avtocesti, trasa je Lendava-Maribor, ob Soboškem jezeru. Iz enega degradiranega območja Kamešnice smo dejansko naredili nek turistični produkt, po katerem je naša regija znana in ki je tudi osnova za nadaljnjo nadgradnjo samega turizma. Obiskovalcem v prvi vrsti ponuja doživljajski park, kjer dobijo na enem mestu z zanimivimi multimedijskimi vsebinami vse informacije o Pomurju, obenem pa ob sami postavitvi ob jezeru predstavlja tudi v poletnih dneh točko, kamor radi zahajajo tako domačini kot turisti. Samo iz lastnih sredstev ti projekti ne bi bili mogoče, zato nam ta sredstva evropska nekako pomagajo, da lahko regionalno se tudi razvijamo. Preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Današnji dan je bil v Pomurju sončen. V Lendavi smo opoldne namerili 28, v Murski Soboti in Radencih 29, v Krajinskem parku Goričko pa 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in zjutraj po nekaterih kotlinah megleno. Popoldne ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okoli 18, podnevi pa med 31 in 33 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno in vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli 17, čez dan pa med 31 in 33 stopinj Celzija.
To bi bilo za danes vse. Za več informacij iz Pomurja vas lepo vabimo k obisku naše spletne strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek dneva vam želimo.